Hvala lepa za besedo, hvala lepa za tako lepo predstavitev v povezavi z dr. Jožetom Pučnikom. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, veliko čast mi je, da lahko danes z vami delim svoje misli o Jožetu Pučniku. Če kdaj mislim, da je danes tisti čas, ko nujno potrebujemo politika kova Jožeta Pučnika. Moje prvo srečanje z mislimi Jožeta Pučnika, z njegovo osebnostjo in usodo, sega v 80. leta prejšnjega stoletja, v čase Nove revije, njene 57. številke, torej v čase, ko smo želeli svojo lastno demokratično državo in upali, da se bo to morda kdaj tudi zgodilo. To je bil čas, ko je bila ideja po demokraciji in samostojni državi še neuslišana želja ljudi, svobodnega duha, intelektualne poštenosti in inteligentnosti. In potem se je zgodilo. Formirana je bila demokratična opozicija Slovenije Demos, ki je leta 1990 zmagala na prvih svobodnih volitvah. Dobili smo samostojno državo in vsaj na formalni ravni je bil vzpostavljen demokratičen sistem. Pomladi leta 1990 smo volili tudi predsednika države, takrat še predsednika predsedstva. Ob soočanju 4 kandidatov za predsednika na nacionalni televiziji je bilo prvo vprašanje novinarja namenjeno Jožetu Pučniku. In to vprašanje se je glasilo: če zmagate na volitvah, ali lahko zagotovite, da ne boste maščevali? Sledilo je naslednjo vprašanje, seveda spet Jožetu Pučniku. Ali lahko zagotovite, da ne bo maščevalnosti na nižji ravni? Jože Pučnik je bil tako perfidno postavljen v vlogo nekoga, ki se mora braniti in opravičevati, da se nikomu ne bo maščeval. To vlogo so mu namenili prav tisti, ki jim je maščevanje nasprotnikov nikoli ni bilo tuje. Eden od protikandidatov pa je o tem opozarjal, da se slovenska pomlad lahko sprevrže tudi v kaj krvavega. Mnogi, ki smo želeli odprto in strpno družbo, brez navlake režima, ki je tako dolgo zatiral svobodomiselnost, zdravo pamet in strpnost, takrat nismo razumeli, kakšen učinek bo imelo to na rezultate volitev, kakšen učinek bo imelo to etiketiranje Jožeta Pučnika z revanšistom in neutemeljeno in pokvarjeno zbujanje strahu pred maščevanjem in pred demokratičnimi spremembami. Moj vtis ob tej volilni kampanji, ki se je kasneje znova in znova potrjeval, je bil, da je v tej kampanji Jože nastopal pošteno, da ni poskušal pridobivati volivcev s populističnimi obljubami, ki ne bodo nikoli izpolnjene. Jožetu je preprosto šlo za stvar, kot je rekel Jančar, za samostojno, demokratično Slovenijo, ki bo domovina vseh svojih državljanov. Ni preračunljivo iskal podporo za obljubami, ki bi takoj po izvolitvi tudi prelomil. Njegov nastop je brez vsake sence dvoma potrjeval občutek za odgovornost. Odgovornost pa pomeni dati odgovor, se ne izmikati in ne lagati. Njegovi odgovori so kazali na njegov občutek za skupnost, brez katerega ni mogoče govoriti o odgovornosti. V svojem opozarjanju na realne probleme in na realno oceno stanja je na soočenjih ostajal osamljen. Vsi pa vemo, da je kondicija sine qua non za reševanje problemov prav to, da jih najprej prepoznaš in se z njimi soočiš. Jožetu Pučniku na teh volitvah v drugem krogu ni uspelo. Zmagal je kandidat Zveze komunistov proti kandidatu Demosa. Tale opis volilne kampanje seveda ne predstavlja njene analize. Pove pa, da za zmago na volitvah ni dovolj, da politik pokaže odgovornost, občutek za skupnost, pošten odnos do države in sposobnost za reševanje problemov. Če bi to bilo dovolj, bi bil takrat
bi bili takrat rezultati volitev drugačni. Mediji, javnost, volivci, moramo politikom dovoliti, da so pošteni. V našem skupnem interesu bi morali nagraditi tiste politike, ki ne igrajo na čustvene ljudi, ki ljudi spoštujejo, ne kratijo njihovih pravic, so demokrati v pravem pomenu besede, se ne pretvarjajo, da so vsevedni. Demokracija mora vendar reflektirati idejo enakosti, svobode in dostojanstva. Ob vsem dogajanju v naši državi se sama sprašujem, ali je v slovenski politiki sploh dobrodošel nekdo, ki ima v resnici v mislih in dejanjih interes skupnega dobra in ne interes parcialnih skupin. To pomeni, preprosto z drugimi besedami, ali je v Sloveniji dobrodošel politik Pučnikovega kova. Dejstvo je, da dokler takšni politiki ne bodo zmagovali, v tej državi ne bomo sposobni sprejeti dogovora o tem, kaj nam je vsem skupaj sveto, kaj je nedotakljivo, pod kateri nivo se nihče v javnem življenju, vključno z mediji, ne bi smel spustiti, torej dokler ne bodo prevladali tisti, ki jim gre za naše skupno dobro, toliko časa Slovenija ne bo uspešna in ljudje v njej ne bodo srečni. Ko bi takrat, v letu 1990, novinarji intelektualno pošteno vodili soočanja in prav tako intelektualno pošteno predstavljali kandidate za predsednika države, Pučnik ne bi mogel veljati za revanšista. Javnost bi spoznala njegovo pravo podobo. Podobo človeka svobodnega duha, intelektualne širine in z vso potrebno senzibilnostjo in sočutjem. Pravo osebnost Pučnika so poznali tisti, ki so z njim prihajali v stik, in tisti, ki so poznali njegova razmišljanja. Pučnik je namreč opozarjal, da je najhujša zloraba politične moči prilaščanja države, zaradi česar sta socializem in demokracija strukturno skregana. Boril se je za tak političen sistem, ki bo, kot je rekel, enkrat za vselej onemogočil, da bi se še kdajkoli katerakoli politična stranka polastila slovenske države, kakor da bi bila njena privatna lastnina. Žal smo v naši državi od prvih korakov demokracije naprej naivno podcenili kontaminiranost našega družbenega okolja z vso navlaštvo bivšega režima in podcenili vso moralno izprijenost bivšega režima. Václav Havel, prvi češki predsednik po padcu komunističnega režima, se je te nevarnosti zavedal in je v svojem nagovoru prvi dan leta 1990 opozoril, da je največji problem, s katerim se je potrebno ob uvedbi demokracije spopasti, moralna izprijenost padlega režima, ki je ljudi navadil govoriti nekaj drugega, kot pa so bile njihove misli. Opozoril je svoje sodržavljane, da so vsa leta režima, oborožena z arogantno in nestrpno ideologijo, povzročila ogromno škode. Ljubezen, prijateljstvo, sočutje, odpuščanje so izgubili svojo globino in dimenzijo. In le redki so takrat proti temu povzdignili svoj glas. Havel je vsem nastavil ogledalo, ko je rekel, da smo se vsi privadili totalitarnemu sistemu in ga sprejeli kot nespremenljivo dejstvo in tako pomagali, da se je obdržal. Zato pravi, nihče od nas ni zgolj njegova žrtev, smo tudi njegovi sokreatorji in če to sprejmemo, če se zavedamo problema, lahko tudi kaj storimo, da ga rešimo. Še veliko pomembnih tem se je Havel dotaknil. Opozoril je na tisoče nadarjenih ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti državo, pokazal je svoje sočutje do žrtev vojne, do izginulih v ječah režima v 50 letih prejšnjega stoletja, do pobitih in preganjanih zaradi svobodomiselnosti in do drugih narodov, ki so trpeli totalitarizmu, saj je vsako človeško trpljenje stvar drugega človeškega bitja, predvsem pa na to ne smemo pozabiti, ker so te strahotne žrtve ozadje
naše današnje svobode. Povedal je, da se je potrebno naučiti, da mora biti politika izraz želje prispevati k sreči skupnosti in ne potreba po goljufanju skupnosti. In zato morajo priti na položaj najboljši v moralnem, civilizacijskem, političnem in profesionalnem smislu. Havel, ki je bil enako kot Pučnik, žrtev totalitarnega režima, v svoji domovini ni dobil etikete revanšista. Postal je predsednik svoje države in svojo demokratično naravo in intelektualno poštenostjo pomagal presegati posledice bivšega režima. Mi te sreče nismo imeli. Sama sem Pučnika osebno prvič srečala tam nekje v letu 1995. Mnogi od vas ga poznate mnogo dlje, pa vendar se mi zdi, kot bi ga poznala celo življenje. Najtesnejše je bilo najino sodelovanje skozi vse leto 2002, ko smo skupaj pripravljali mojo volilno kampanjo za predsedniške volitve. Večno bom hvaležna za ta privilegij in za to izkušnjo. Meni osebno je bilo to, kar mi je v naših debatah takrat dal Pučnik, veliko več vredno kot kakršnakoli zmaga na volitvah. V tem letu se je moje mnenje o Jožetu, ki sem ga predtem imela in na podlagi njegovih javnih nastopov in pisnih prispevkov, potrdilo in utrdilo. Imeli smo slovenskega Havla, pa to nismo izkoristili in se tako nikoli nismo zares izkopali s problemov, ki nam jih je povzročil bivši režim. Ta priložnost je zavedno zamujena. Izgubili smo veliko let in zdaj ostaja zgolj vprašanje, ali bodo v naši družbi kdaj ustvarjeni pogoji za novega Pučnika, ki bo lahko tudi deloval po našem skupnem interesu, ne da bi se moral ves čas ukvarjati z opravičevanjem svojega uspešnega ukrepanja. Samo z ljudmi njegovega kova je mogoče ustvariti družbo, ki je uspešna, ljudje v njej pa imajo pozitivno samopodobo in so srečni. Hvala lepa.